Dober dan, pozdravljeni. Upam, da ste se naspali. Jaz sem bil kar zgoden in zdajle sem rekel, da me zanima, ali je možno v najbližjem in najboljšem sosedu normalno iti po osnovne stvari, potrebščine. To pa je seveda kruh, sadje, pač karkoli paše nekomu. Tako da evo, nahajamo se pred Mercatorjem v Novih Jaršah. Prihajamo v miru, snemamo pa seveda zaradi tega, ker ne želimo, da bi kdorkoli rekel, da smo mi karkoli si izmišljivali. Živijo, pozdravljen, gremo lahko normalno. PCT bi mogli imeti, nima ga niti jaz, niti kolega. Se pravi, na osnovi česa? Znaš kaj, to se smatra za center, ker je zraven še tehnika, ključavniček, to vse ostalo, zaradi tega. Vem, ampak to je najbližja trgovina in Mercator je naš najboljši sosed in bi... Jaz bi spustil, sem če inšpekcija pride. Ja, mi itak prevzemamo vso odgovornost. Mi ne želimo tebe v nikakršnem smislu poniževati, smo na tvoji strani, verjamem, da te ni enostavno. Jaz ne želim, da raste pritisk med ljudmi, ki opravljate samo svoje delo, in med nami državljani potrošniki, ki smo pač praktično tudi vedno na vaši strani. Zdaj, kakor sem že povedal, midva bova itak kratka, če pa moraš karkoli poklicati, pa ti poklič, ampak definitivno jaz mislim, da je to naša ena osnovna pravica, kjer mi lahko sebi zagotovimo in svoji družini potrebščine, katere so nujne za življenje, po domač povedano. Tako da hvala ti, ki me razumeš. Jaz ti res želim en lep dan, pa čim manj konfliktov, no. Tako da to je to. Hvala. Evo, dame in gospodje, nahajamo se notri v Mercatorju. Ko smo že povedali, lepa beseda, lepo mesto najde. Še enkrat, hvala Bogu, obstajajo razumni ljudje. Vsak, ki opravlja samo svoje delo, se sam lahko odloči, ali bo opravljal svoje delo razumsko, ali pa bo izpolnjeval in se želel spuščati na nivo, da gre čez svoje pristojnosti, in jaz bi se v tem primeru lahko zahvalil mlademu fantu, ki nas je razumel, da mi ne želimo se kregati, niti ne želimo prihajati v konflikt, ampak definitivno si samo želimo vzeti tisto, po kar smo prišli, in to so neke ene te jutranje osnove. Jaz bom po mojem vzel takole. Definitivno tole eno lepo bagetko, ker pač zjutraj je najslajš. In tisto, kar je najbolj pomemben, ponavljam še enkrat, Bog ne daj, nikomur ni v interesu, da se zapenja ali s prodajalci, ali z varnostniki, ali s komorkoli. Jaz jih razumem in spoštujem in vem, da opravljajo samo svoje delo, vem, da imajo pritiske, in ravno zaradi tega se mi zdi smiselno, da se pogovarjamo in da najdemo kulturno rešitev, smiselno rešitev za vse. Ne pa, da prihajamo v to situacijo samo zato, ker se pritisk prisilnega na nek način cepljenja začenja na ta način, da jih moramo enostavno ubogati, ker v nasprotnem primeru nas bodo začeli omejevati na praktično vsakem koraku. Bolj, ko se bomo pustili, močnejše bodo restrikcije. Skratka, ne želim preveč pametovati, hotel sem samo poslati eno lepo sporočilo v javnost, da enostavno ne pozabiti. Lepa beseda, lepo mesto najde, nikakor ne smemo kregajo državljane, ker vsi mi državljani smo praktično na isti ladji in mi smo tisti, ki pač se ne vozimo s helikopterji, ampak enostavno, kot sami veste,
živimo, delamo vsak na svojem področju. Mali je kralj, evo, nekaj mi je malo skoraj prekinal in kakor sem že hotel povedati, vsi mi delamo na nek način na svojem področju in se trudimo in vse, kar si želimo, je ostati svobodni in imeti svobodno odločitev. Ponavljam še enkrat danes javno, povejte vsem tistim, ki pravijo, da je Zlatan Čordić anticepilec, da se bo Zlatan Čordić takoj šel cepati, takoj zatem, ko se poslanci testirajo za droge. Se pravi, takrat, ko je bilo potrebno, da se oni testirajo za droge, so rekli, da je to prekomeren poseg v njihove telo. Jaz pa danes vas lepo pozdravljam in vsi tisti, ki dvomite v to, da sem jaz anticepivc, dokazal vam bom nasprotno takoj, ko se poslanci testirajo za droge. Z načelom seveda s kom? Z Borutom Pahorjem. Se pravi, če jim ni vseeno za ljudstvo in da bodo rekli, da smo mi tisti, ki smo neodgovorni, evo, jaz jih lepo pozivam, jaz mislim, da bi bila to ena lepa zgodba za cepljenje, če bi se Borut Pahor testiral s poslanci proti drogam in jaz potem javno pridem in se cepam z veseljem, z največjim užitkom. Do takrat sem se pa pripravljen normalno, kulturno in pravno boriti za svoje pravice, ker moje pravice so kršene, kadarkoli vi želite meni onemogočati, da jaz, ker sem necepljen, imam drugačne možnosti za svoje nakupe in tako naprej. Na srečo danes tukaj v tem Mercatorju je šlo vse dosti bolj zlepa, ker enostavno je bil fant na vratih zelo prijazen, eleganten in želim si več takšnih ljudi iz enega preprostega razloga, ker je to edini pravi način, ker ljudem ni v interesu, da se kregamo med sabo, razen tisti seveda posamezniki, ki uživajo v temu, da imajo določena pooblastila, ki sploh niso pravna, ampak jih narobe koristijo in dobijo malo krilca in potem delamo zaplete po nepotrebnem. Se pravi, ni težava v ljudeh, ampak je težava v temu, ker je ta trenutna vlada bila tako nesposobna s komunikacijo in z ljudstvom, ker kot prvo so imeli, ne smemo to pozabiti, ljudje hitro pozabijo, kot prvo so imeli določene afere z nabavo zdravstvene opreme, kot drugo so nas zapirali, ponavljam še enkrat, protiustavno v občine in potem so nam govorili eno, delali pa čisto nekaj drugega. Nam so skozi konstantno sikali za maske, medtem, ko jih sami niso nosili in jih niso upoštevali. In potem pričakujejo od nas, da jim bomo zaupali. Vlada je izgubila nezaupanje. Tako da, evo, kot ste videli, na ta način se vedno dogajajo stvari. Mladenič, hvala lepa, ostani prijazen še naprej in se vidimo. Evo, jaz sem zadovoljen, zaradi tega, ker mi je s kolegom uspel normalno, on je vzel, da pokaži brat ta WC papir, prosim. Borite se za svoje pravice, kakor ste se borili za WC papir. Skratka, Zlatko nikoli v življenju nič ne bo delal na silo. Ni moje, da se jaz tukaj kregam, moje je samo, da jaz opravim tisto, kar je nuja in moje je, da ščitam pravice sebe in svojih otrok. Enostavno sem spoznal, da je najboljši način borbe pravni način borbe, tako da sam bom vztrajal na svoji poti tudi takrat, ko se mogoče zdi mnogim nesmiselno, ampak osebno lahko rečem, da se splača, je vredno, ker v nasprotnem primeru je vprašanje, kje je tista meja, da nas bodo pustili normalno živeti in funkcionirati. Ponavljam še enkrat, jaz sem človek, ki je prebolel COVID, jaz sem človek, ki ima okoli sebe veliko ljudi in se pogovarja z ljudmi in nisem proti cepljenju. Moja starša sta se oba dva odločila za to, da prejmete cepivo, to je njihova svobodna odločitev, nimam težav s tem. Seveda, da niste se odcepila zato, ker sta se pač hotela cepiti direktno iz zdravstvenih razlogov, ampak zato, da ne boste imela težav, ko hodite čez mejo. Se pravi, kaj pridemo? Pridemo na nek način do prisilnega cepljenja, ker nam je normalno življenje onemogočeno
In nista edina, verjetno dosti ljudi, ki poznate, se odloči za to varianto. Daleč od tega, da bi želel karkoli pametovati, včeraj sem že marsikaj povedal, danes sem hotel samo še narediti en sprehod v trgovino. Želim si, da bi vaši sprehodi, vsi tisti, ki niste cepljeni in ki ne izpolnjujete pogojev PCT, potekali enako kot moj današnji, ker samo na ta način, se pravi, ljudje smo tisti, ki lahko obdržimo mir in razumevanje eni za druge samo na ta način. Pa še en kratek intermezzo. Včeraj ste videli, da sem objavil eno sliko od računa, kjer je gospod tankal na Petrolu brez PCT-ja za simboličnih 2 evra. Ljudje komaj čakajo, da pri meni najdejo nekaj, za kar bi se lahko obesili. In to ni bil moj račun, to je bil račun, katerega sem jaz samo delil, ker se mi zdi pošteno, da se pokaže ljudem, da se na pravni način, tudi policija je prišla, vse je bilo merno, se da doseči tista volja, ki ti pripada po zakonu. Težko se nam pa piše takrat, če sprejmejo na skrivaj kakršenkoli odlok, kjer bi nas lahko pritiskali, in tukaj apeliram seveda na opozicijo, da nas obvestijo takrat, razen če bodo mogli in bili primorani v tišini narediti kakšno novo potezo z njimi, ker dejansko je videti in za občutiti, da se ljudje prebujajo. Komentar na sinočnje proteste lahko samo povem to, da je bilo ogromno poštenih državljanov, ne levih, ne desnih. Žal mi je, ker me nikakor internet ni spustil do same povezave, da bi konstantno snemal live že od samega štarta, ker so se kasneje tudi dogajale določene stvari. Prišlo je 8 pa 5, en fant je lepo napisal komentar. Do 8 in 5 je prišla določena skupina zamaskiranih ljudi, kot kaže, gre za staro zgodbo plačencev, ki so eskalirali in poskrbeli za to in dali policajem zeleno luč, da lahko uporabijo kasneje solzivec, gumnjaste naboje, streljali so v ljudi gumnjaste naboje, zato ker je peščica 10 ljudi odvrgla par bakel. Zdaj z vso tisto opremo, ki jih imajo, in tehnologijo snemanja, me zanima, zakaj niso iskali posameznike. A je bilo res potrebno potem metati solzivec na pošten narod, ki je prišel protestirati in izkazovati svojo demokratično pravico. Prosim opozicijo, da ne zavajate, ker s tem, ko zavajate, da ne podpirate nasilja, a to pomeni, da vsi mi tisti, ki smo bili pa tam, podpiramo nasilje, se pravi ne. Nihče od nas tam, ki smo bili, večina nas ne podpira nasilja. Definitivno je šlo za staro zgodbo, ki se ponavlja. Videli smo, uletela je ekipa zamaskiranih ljudi, poskrbeli so za to, da so vrgli par stvari, da so dali policajem kaj, zeleno luč, da lahko zdaj pokažejo določene posameznike, ki so pozivali na ta shod, da jih očrnijo in da oni podpirajo nasilje. Daleč od tega, da mi podpiramo nasilje, podpiramo svobodo. Vi iz opozicije se pa raje vprašite, a je to prisilno cepljenje, če recimo človek ne more normalno opravljati svojih določenih stvari zaradi PCT zahtev, ker to pač dokler nihče ne prevzema odgovornosti, se pravi za cepivo. In nehajte se sprenevedati, ali boste resnično začeli delati za ljudstvo in za pravico in za svobodo, ali boste samo pač klasično, kakor ste navajeni, nabirali cenene točke in govorili samo stvari, kot se vam zdijo in kot se vi dogovorite za zaprtimi zidovi. Skratka, pozivam še enkrat vse ljudi, da obdržimo mirno kri, ker mi ljudje smo tisti, ki imamo vsakodnevna srečanja med seboj, in ne padite na te stvari, ali si cepljen ali ne. Ne dovolite sebi, da nas delijo na cepljenje in ne cepljene. Ponavljam še enkrat, nisem anticepivc, spoštujem vsakega, ki se samo prostovoljno odloči, da se bo cepil. Sam sem, kot sem že povedal, prebolel, kar pomeni, da je ful z moje strani manjša verjetnost, da jaz kogarkoli ogrožam. Se pravi, tudi cepljenje lahko več ogroža nekoga, ki recimo za razliko od mene, pač od mojega recimo primera. Želel bi vas samo še spomniti to, da sem klical na NIJZ, kje bi lahko prejel cepivo za gripo.
dali so mi telefonsko, ker sem rekel, da se bom pač cepil, nisem njim tako rekel, da se bom cepil za gripo, dobil sem tisto cepilni oddelek. Ko sem povedal gospem, da se želim cepiti proti preventivno za gripo, je rekla, da še nimajo navodil, kako je z gripo, tako da evo, apeliram na vse tiste, da nam povejo, kako je z gripo, kdaj pridejo cepiva za gripo, ker do zdaj preventivno, recimo, zakaj pa ne. Tako da, prosim vas, dame in gospodje, včeraj se je jasno pokazalo, da nekomu je v interesu, da je očrnil vse tiste ljudi, ki so prišli iz Koroške, Primorske, iz Brežice je bila ekipa, Štajerske, veliko ljudi iz raznih področji je včeraj prišlo enostavno izražati svoj protest, da na tak način ne gre. Ljudje mi pišejo na polno, da imajo nerealne pritiske v službah, še posebej te, ki so v javnih ustanovah. Dame in gospodje, vem, da vam ni enostavno, jaz verjamem, da edini način, kako tisti, ki se želite boriti, se lahko borite pravno. Veliko ljudi nažalost podlegne pritisku in sam smatram, da če to ni prisila v cepljenje, ko je ogrožena tvoja eksistenca, potem pa ne vem, kaj je to. Apeliram na vse poslance, naj mi odgovorijo, če imajo srce, pripravljen sem se soočati sam z njimi, ampak vendarle vidite, da ne dajo niti soočanja, priložnosti soočanja ne dajo ljudem, ki imajo določene dvome, ki so zanesljivi in ki so vredni, da dvomimo v to, ampak enostavno nam samo eno plat zgodbe plasirajo že leto in pol in potem se vprašate, zakaj ljudje dvomijo. In lepo vas prosim, naj mi nihče ne govori, da ne smemo dvomiti. Vsi tisti, ki me obsojate, da sem jaz neumen in egoističen in zabit in da skrbim samo za sebe in da mi je vseeno za družbo, pač vaše trditve so neresnične, za razliko od vas si jaz upam razmišljati na glas in če vaše cepivo deluje, zakaj ga potrebujem jaz, če pa vaše cepivo ne deluje, zakaj ga potrebujete vi. Ponavljam še enkrat, cepil se bom z AstraZeneco, se pravi z najbolj to eno, dajmo reči, ne toliko dobro izbiro, takoj ko se poslanci testirajo za droge, ajde poslanci, gremo narediti akcijo, vi se testirate na droge, prekomeren poseg v telo, dajmo zamižati na en uč, vse isto s cepivi, vi se testirate za droge, jaz pa javno se cepam, da folku pokažem, da nisem anticepivc. Pa da vidimo, pozivam ob tej priložnosti vse une, ki so me obsojali, da sem anti, nisem anti, tukaj imate moj dokaz. Veliko ljudi okoli mene je cepljenih, cepili so se zato, da bodo lahko imeli mir, da bodo lahko potovali, da bodo lahko normalno živeli. Danes še vedno ne morejo praktično čisto normalno živeti, ker danes še zmeri ob 2 zjutraj ne moreš iti nikamor plesati. Zdaj nekdo bo rekel, kaj pa je to potreba? Ne poslušajte, mic po mic in vzamejo potem cel kup pravic. Lepo vas pozdravljam, še enkrat zagovarjam vedno svobodno odločitev in vedno jo bom, še posebej tisto, ki nam pripada zakonsko in ki je napisana v ustavi. Grem se sprehajati v naravo, da si spucam glavo, manj novic, več ljubezni, manj obsojanja, več razumevanja, manj sovražnih besed, več prijaznosti. Dajmo se pogovarjati in poslušati eden drugega. Ponavljam še enkrat, preberite si intervju z gospodom, bivšim direktorjem NIJZ-ja, na Necenzurirano, obširen intervju, ki vam bo lahko vzel tudi uro in pol. Dobro si preberite njegov intervju in dobro boste videli, da so določeni ukrepi enostavno kazanje moči, ker vlada ni znala skomunicirati na lep način z ljudstvom, kako in kaj. Lepo vas pustim vse pozdraviti, ne počnem to zaradi ljudi, počnem to zato, ker je to prav. In še enkrat bom povedal, želim vam lep dan, ne pozabiti, svet je lep, ljudje znamo biti pomazani. Povejte naprej to, kar je najbolj pomemben, da sem pripravljen sprejeti
da se cepam javno in označite poslance, da pride do njih. Označite stranke, označite poslance, da sem se pripravljen cepiti, da pokažem ljudem, da nisem anticepilec, ampak takoj, ko bodo oni začeli prevzemati odgovornost, pa ta kasneje potem lahko meni očitajo, da sem jaz neodgovoren. Jaz sem zelo odgovoren. Sem oče 4 otrok, ki se še vedno bori in stoji pokončno in ne bom pustil, da se mi vzemajo pravice samo zato, ker nekdo ni sposoben kulturne komunikacije. Hvala slepa vsem svobodnim medijem, ki mi še do dan danes niste dali priložnosti, da povem svojo zgodbo. Ljudje moji, imejte se radi, pogovarjajte se, probite imeti čim več razumevanja eni za druge v vseh pogledih. To je moje sporočilo in poslavljam se in upam, da bo zdaj nekaj časa mer, da se ne bom rabil javljati. Samo vprašanje, a nas bodo želeli upoštevati. Srečno.